Če nadaljujem z neposrednimi plačili, koliko jih imamo, ne? Skratka, imamo osnovno dohodkovno podporo za trajnost, dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo, ki je nov ukrep. Potem imamo 5 proizvodno vezanih intervencij, torej še naprej za drobnico, za rejo govedi, za krave dojilje, za mleko v gorskem območju in nazaj uvajamo beljakovinske rastline. Seveda so določene, se pravi podpora za krave dojilje je nov ukrep. Vse podrobnosti o teh ukrepih bo v nadaljevanju moja sodelavka predstavila. No, potem velika novost so pa te sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali. Dejansko to ni ena shema, ampak 11. In pa še naprej bomo imeli podporo za mlade kmete, samo sedaj ima nov naziv dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete. Da ne bomo predolgi, kot rečeno, na tej prosojnici so razvidna sredstva, kakšna je razdelitev. Še bolj slikovito tukaj. Skratka, še naprej je pomemben del sredstev za neposredna plačila, je to osnovno plačilo, ki ima zdaj naziv osnovna dohodkovna podpora, se pravi 63%. Skoraj 16% se bo namenilo za te sheme za podnebje in okolje, to je pomembna novost in tudi prispevek neposrednih plačil pri doseganju vseh teh ciljev zelene arhitekture. Preostanek sredstev je pa, se pravi 13%, to je največ, kar nam je EU uredba dopuščala, da namenimo za proizvodno vezane podpore imamo. Preostanek, ki pa je pa za prerazporeditveno plačilo, za plačilo, se pravi za podporo za mlade kmete. In tukaj bi v bistvu opozorila na eno zadevo, pač za ministrstvo je res zelo pomembno, da dosežemo zastavljene cilje na področju shem za okolje, podnebje in dobrobit živali. Tudi v tem duhu so bile te sheme v vsebinskem smislu zastavljene. Zakaj to poudarjam? Poudarjam zato, ker se pač neposredna plačila financirajo iz drugega sklada, kakor pa ukrepi razvoja podeželja. In dejansko sredstva, ki so v posameznem letu na voljo Sloveniji, če ne bo zadostnega odziva kmetov, so izgubljena tako za državo kot za kmetovalce, ker teh sredstev mi ne moremo prenašati v naslednja leta, kakor je to mogoče pri ukrepih za razvoj podeželja. Določen manevrski prostor imamo, ampak tudi ta je omejena, ne. Tako da bomo tudi v tem delu pač naredili vse napore, ki so možni za promocijo teh novih ukrepov na področju zelene arhitekture. Glede teh minimalnih vstopnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelj, da sploh lahko zahteva eno izmed intervencij na področju neposrednih plačil, je tako kot danes vsaj 1 hektar upravičenih kmetijskih površin, ne. Kolikor gre za vlagatelje, ki v bistvu nimajo kmetijskih površin, morajo biti v bistvu na podlagi zahtevkov, ki jih dajo na vlogo, upravičeni do vsaj 100 evrov na kmetijsko gospodarstvo. Kot sem že omenila, morajo izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta in pa seveda vse pogoje upravičenosti za posamezno intervencijo, ki jo uveljavljajo. No, ta nova intervencija, ki v bistvu ni nova, ne, osnovna dohodkovna podpora za trajnost, nadomešča plačilne pravice. Se pravi, to je ukrep, ki skuša v delu, kar se tiče bolj pravične razdelitve neposrednih plačil, naslavljati to, da vsi vlagatelji za vse vrste kmetijskih površin, ne glede na vrsto proizvodnje, dobijo enotno vrednost podpore. To plačilo je v bistvu plačilo, se pravi,
je plačilo za večjo odpornost, nek stabilen vir dohodka, naslavlja tudi prehransko varnost, hkrati je pa to tudi plačilo za zagotavljanje javnih dobrin, ne? In tukaj se skriva ta pogojenost in to tudi razloži, zakaj ima ta podpora tako dolgo ime, ne? Osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost. Ne? Kot že omenjeno, to je enotno plačilo za vse nosilce, 63% ovojnice za neposredna plačila se nameni in pa načrtovan znesek na enoto, se pravi na podlagi naše ocene, da bi bilo približno 450 tisoč hektarjev na zbirni vlogi za to podporo, je 184,20 evrov na hektara. Ne? Glede na prejete vloge bo mogoče ta znesek malo variral, ampak to bomo videli, ko se bo pravzaprav kampanja zaključila. Pomemben element pri tej podpori je tudi tako imenovano znižanje oziroma degresija in v tem pravilu se skriva drug del naslavljanja cilja reforme, da je bolj pravična razdelitev neposrednih plačil. Torej, vsa kmetijska gospodarstva, ki bodo upravičena do več kot 60 tisoč evrov neposrednih plačil, bodo deležna tega znižanja in pač to znižanje je v tranšah, kot lahko na prosojnici preberete, začne se za 35% za tranšo od 60 do 100, se pravi od 60 tisoč do 160 tisoč evrov in tako naprej. Do 65%, kadar za tih del tranše nad 360 tisoč evrov. V tem delu je tudi pomembno, vsaj strani ministrstva in Agencije za kmetijske trge, bo pozornost namenjena tudi preverjanju umetno ustvarjenih pogojev, torej umetne delitve kmetijskih gospodarstev, da pač da se mogoče izognejo delu znižanja. No, naslednja podpora je dopolnilna prerazporeditvena dohodkovna podpora. Ta ukrep je v nasprotju z sedanjim sistemom neposrednih plačil v bistvu za države članice obvezen. Slovenija je mogla to odločitev, da bo namenila 5% sredstev za to podporo zelo podrobno utemeljevati, ne? Čeprav smo čeprav smo bili prepričani, da glede na našo strukturo kmetijstva to ne bo noben problem, ampak kakorkoli uspeli smo obraniti, da se za to shemo nameni 5%. Seveda se za to podporo, ki je po naši oceni bo približno 27,38 evrov na hektar, upošteva tudi sredstva, ki se zberejo skozi prej omenjeno degresijo, ne? To je dodatek, ki ga dobijo vsi, ki uveljavljajo to osnovno plačilo, in sicer za prvih 8,2 hektarjev. In tudi tukaj je ta vidik umetno ustvarjenih pogojev relevanten. Če nadaljujem z podporo za mlade kmete. Skratka, to podporo smo obdržali, se pravi, kot država smo se odločili, da nadaljujemo. Ni bilo obvezno, se pravi, ta shema v primerjavi s sedanjim sistemom na področju neposrednih plačil ni obvezna za državo. Načrtovan znesek podpore je 78,91 evrov na hektar, tudi tu so v bistvu upravičeni tisti vlagatelji, ki so mladi kmetje in ki pač so upravičeni tudi do osnovnega plačila. Dodeli se največ za obdobje 5 let in za največ 90 hektarjev na kmetijsko gospodarstvo. Kot sem v bistvu že omenila, malo definicijo mladega kmeta, ne. Če primerjamo z sedanjimi pogoji, ne,
kaj je mlad kmet na prvem stebru, a ne? Je novost ta, da uvajamo tretji element, potrebno znanje in spretnosti za upravljanje kmetijske dejavnosti, in sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj. Podrobneje bo to v uredbi za neposredna plačila omenjeno. In pa, kar se tiče vodje kmetijskega gospodarstva, smo se malo zgledovali po sedanjem pristopu v ukrepu na drugem stebru, se pravi, kadar gre za pravno osebo, mora to biti enoosebna družba in kot vodja se šteje pač ta družbenik, ki je tudi hkrati poslovodja te enoosebne gospodarske družbe. Kadar imamo pa pač fizično osebo, se pa seveda v bistvu, tako kot do sedaj, gleda, ali je oseba vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG-ju. Mogoče samo, da razložim to zadnji element, potrebno znanje in spretnosti, namreč čisto v zadnji fazi usklajevanja na tehnični ravni s komisijo je bilo pravzaprav ne bom rekla ugotovljeno, pač tudi komisija je malo spremenila tolmačenje in nam je v bistvu potrdila, glede na to, da evropska uredba za ta element dopušča državi izbiro, ali da zahteva izobrazbo, ali pa da zahteva znanje in spretnosti, ali pa oboje. Torej, nam je potrdila v zadnji fazi, da mi lahko izobrazbo, če je ta pomembna za ukrep na drugem stebru, damo ven iz definicije in jo damo kot pogoj upravičenosti za ukrep za mlade kmete na drugem stebru, kar smo pač tudi naredili, ker s tem tudi zelo olajšamo samo izvajanje. Namreč leta 2013 ko bomo uvajali ukrepe strateškega načrta, je pač vse, kar olajša izvajanje, pomembno, ne. Kaj bi tule še poudarila, kar se tiče tega izpolnjevanja pogojev upravičenosti, a ne, je tako kot v sedanjem ukrepu za mlade tukaj poudarek, da mlad kmet, se pravi nekdo, ki izpolnjuje te elemente definicije mladega kmeta, prvič vzpostavil se kot mlad kmet v letu prve predložitve vloge za podporo za mlade kmete, ali pa to naredil v 5 letih pred to prvo predložitvijo, kar pomeni na zbirni vlogi 23, je moral biti, se je najpozneje v letu 2019 v bistvu vzpostavil kot mlad kmet in bo samo v letu 2023 upravičen do tega plačila. Še beseda o upravičencih, ki že sedaj prejemajo podporo za mlade kmete, pa še niso tistih 5 let dosegli, se pravi, oni bodo lahko tudi naslednje leto uveljavljali podporo, vendar pač po pravilih, ki sedaj veljajo, torej njih ne bomo preverjali glede potrebnega znanja in spretnosti. Smo pa v bistvu nekako mnenja, to se moramo še čisto dogovoriti, da se ne zahteva več izjave, ker glede na spremembe v zakonu o kmetijstvu pač nekako to ni potrebno, ker kot kmeta, kakor sem na začetku omenila, štejemo, da je v primeru kmetije nosilec, fizična oseba in se v bistvu z člani kmetije več ne ukvarjamo. Za nas je v primeru mladega kmeta, kadar gre za kmetija, nosilec kmetije oseba, ki jo obravnavamo, in pač avtomatično štejemo, da je on odgovoren za kmetijsko dejavnost, prevzema tveganja in tako naprej. Seveda pa tudi tukaj velja še naprej posebna pozornost umetno ustvarjenim pogojem, a ne, in verjamem, da bomo to pač naslovili v okviru kontrol tega ukrepa. No, zdaj pa besedo dajem sodelavki Meti Valak, ki bo pa predstavila proizvodno vezane podpore in sheme za okolje in podnebje.
Lepo pozdravljeni. Jaz bi mogoče predstavitev kar začela z vezano dohodkovno podporo. Tudi v tem obdobju novem je vezana dohodkovna podpora namenjena sektorjem v težavah. Sektor v težavah smo za sektore, ki bojo to dohodkovno podporo prejemali, dokazali na podlagi ekonomskega kazalnika bruto dodana vrednost na uro efektivnega dela. Tukaj smo imeli opravljeno strokovno nalogo strani Biotehniške fakultete. Ostajamo naprej tudi v novem obdobju pri vezani dohodkovni podpori na teh 13% ovojnice, seveda na letni ravni ovojnice neposrednih plačil, plus dodatna 2% za beljakovinske rastline. Zdaj, pomembna razlika med proizvodno vezanimi plačili, kot jih poznamo v tem obdobju, in pa to vezano dohodkovno podporo v okviru strateškega načrta je ta, da moramo pri izbranih sektorjih zasledovati tudi dolgoročno ciljno usmerjenost v konkurenčnost oziroma trajnostnost ali kakovost. Zdaj, seveda, ta dolgoročna ciljna usmerjenost se lahko tudi pozna pri zahtevah posamezne intervencije oziroma tudi pri ločevanju plačil. Konkurenčnost smo pri vseh sektorjih bomo naglašali s kombinacijo drugih intervencij, tle imamo v mislih zlasti investicije v drugem stebru. Zdaj, samo trajnostnost smo zlasti za sektor drobnice in pa krav dojil lahko upravičili že zaradi narave sektorja, ki omogoča ekstenzivnejšo izrabo zemljišč. Se pa ta dolgoročna ciljna usmerjenost v trajnostnost pri kraveh, pri vezani dohodkovni podpori za krave dojilje pozna v ločevanju zneska, kjer bo 30% višja podpora na enoto namenjena kravam dojiljem, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih, ki so na OMD območju. Potem trajnostnost se tudi pozna pri podpori za mleko v gorskem območju, ker jo namenjamo le za gorsko območje. Dolgoročna ciljna usmerjenost za kakovost pa je razvidna iz vezane dohodkovne podpore za rejo govedi, kjer bo tudi ločevanje podpore na enoto, in sicer bojo višjo podporo prejela kmetijska gospodarstva, ki imajo certifikat izbrana kakovost za govedo, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vključena v ekološko rejo govedi. Zdaj, če kar začnem majčkeno bolj podrobno, pa se bi najprej predstavila vezano dohodkovno podporo za rejo drobnice. Pri tej podpori je zlasti pomembno, da se bo vzpostavila tudi sledljivost na ID živali, se pravi, smo v intenzivnem postopku, da se nadgradi centralni register drobnice, ki bo omogočil sledljivost po posamezni ID živali. Veste, da se proizvodno vezano plačilo v tem obdobju za rejo drobnice izvaja v leta 2021 in 2022. Tukaj je evropska zakonodaja še nam pustila prehodne obdobje na skupnem številu živali, v novem obdobju to ni več mogoče, tako da se bo zdaj v tem jesensko-zimskem času intenzivno izvajal popis drobnice, in je pomembno potem, da bojo upravičenci res imeli vse urejeno v registru do prvega dne obdobja obvezne reje za to podporo. Zdaj, sami pogoji so sledeči. Na dan 1. februar bo moral upravičenec srediti vsaj 14 ali več ovc, koz, ovnov ali kozlov, ki so tega dne dosegle starost najmanj 9 mesecev, in pa ta drobnica, ki je prisotna na dan 1. februar, mora biti potem prisotna tudi na kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje, ki bo definirano v uredbi o neposrednih plačilih, in je predlog tega obdobja obvezne reje je od 15. marca do 30. junija, in potem ta pomembni moment glede identifikacije in registracije, ker seveda
vse posod, pri vsej vezani dohodkovni podpori za živali veljajo pravila identifikacije in registracije, ki jih morajo upravičenci dosledno spoštovati. Je pa ta majčken odpustek, no, za samo podporo, da mora biti vse urejeno od vključno prvega dne obdobja obvezne reje. Zdaj za sektor se bo namenil 1% nacionalne ovojnice, podpora je pa zdaj pri oceni 71.000 živali predvidena 18,52 evrov na žival drobnice. Zdaj, če nadaljujem z vezano dohodkovno podporo za rejo govedi, tle je nekako vstopni prag za to vezano dohodkovno podporo, da nosilec redi vsaj 2 bika ali vola ali telici. Tukaj je tudi nekako ta sprememba, da vključujemo v to podporo zdaj tudi telice, v tem obdobju jih nimamo vključenih. Tudi tukaj velja to obdobje obvezne reje, vsaj 6 mesecev na kmetijskem gospodarstvu, je pa potem vezana dohodkovna podpora vezana na zakol oziroma izvoz v zadevnem letu. Kot sem že prej poudarila, se bo tukaj podpora ločevala, in sicer bo 30% višja podpora namenjena kmetijskim gospodarstvom s certifikatom za govedo zbrana kakovost oziroma tisti, ki so vključeni v ekološko rejo govedi. Zneski so tudi tle zabeleženi, so okvirni ob ocenah, je pa za sektor se bo pa na letni ravni namenilo 4,4% nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Zdaj, če nadaljujem z vezano dohodkovno podporo za krave dojilje, tudi tukaj je vstopni prag vsaj 2 kravi dojilje, mora biti primerne pasme in iz črede krav dojil in tudi zopet prisotna na kmetijskem gospodarstvu v obdobju obvezne reje. Tudi tle bo obdobje obvezne reje še definirano na uredbeni ravni, zopet je tam pomembnost izpolnjevanja identifikacije in registracije od prvega dne obdobja obvezne reje in ta višja podpora pri kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo na OMD območjih. Zdaj uredbeno bo seveda zopet opredeljeno to trajanje obdobja obvezne reje, tle je še zadeva majčkeno odprta, bo pa predvideno to obdobje obvezne reje vsaj 4 mesece. Zdaj, kako se bojo ker imamo tudi potem vezano dohodkovno podporo za mleko v gorskem območju, kako se bo ločevanje črede na krave dojilje in muznice vršilo, bo tudi opisano v uredbi, se bo pa vršilo na podlagi oddanega mleka oziroma neposrednega prodanega mleka na kmetiji v preteklem letu in na podlagi individualne mlečnosti, oziroma če se za kmetijo individualna mlečnost ne vodi, se bo uporabljala povprečna nacionalna mlečnost. Na ta način se bo izvajala delitev črede, to je sicer, smo tako delitev črede že izvajali v obdobju 2007 do 2014, ko smo imeli tisto ekstenzivno rejo ženskih govedi, in zdaj nadaljujemo s tem tudi v tem delu strateškega načrta, se bo pa intenzivno tudi pristopilo k vzpostavitvi definicije dojilja in muznice, na ravni, da bi potem te podatki bili zabeleženi že na ravni registra, ker se za živalske podpore za govedo pač poslužujemo avtomatskega zahtevka, tako da je res pomembno, da bomo v bodoče pristopili k tem težavi in zadevo rešili tudi že kot definicijo na ravni registra. Tudi primerne pasme bojo opredeljene v uredbi v schemah neposrednih plačil. Za krave dojilje se bo namenilo 4,7% nacionalne ovojnice, zneski pa so tudi predvideni in zabeleženi na slajdu. Če nadaljujem s podporo za mleko na gorskih območjih, tudi tukaj je vstopni prag 2 krav muznic, ki pripadajo čredi krav muznic, podobno se, tako kot sem že prej razložila, kako bo pač ta ločitev med čredami, tam, kjer je pač kombinirana čreda. Zdaj, pomembno je za to podporo, da jo bo prejel upravičenec, katerega kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v gorsko območje.
Zopet obdobje obvezne reje, ki bo definirano na ravni uredbe. In v obdobju obvezne reje mora biti žival skozi prisotna, razen teh izjem, ki jih že poznamo, odhod na planino, pašnik. In pa pomemben segment, seveda zopet izpolnjevanje vseh zahtev identifikacije in registracije in zopet ustrezna pasma, kar bo definirano v uredbi o neposrednih plačilih. Za mleko na gorskih območjih se bo namenilo 2,9% nacionalne ovojnice za neposredna plačila, kar bo predvidoma nekako zneslo 91 evrov na kravo muznico. No, zadnja vezana dohodkovna podpora pa je namenjena beljakovinskim rastlinam, to je pa ta dodatna 2% na letni ravni, kot sem jih prej omenila. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje lucerno, deteljne, deteljno-travne mešanice, krmni bob, grah, sojo, bob, grah, fižol, pa še ostale KMRS-je, ki so našteti na slajdu, bojo lahko vključeni v to vezano dohodkovno podporo. Zdaj, tukaj je mogoče za poudariti, da v primeru, da bo nosilec prideloval lucerno, detelje, deteljno-travne mešanice, mora znašati obtežba na KMG vsaj 0,9 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi. Zdaj, te beljakovinske rastline morajo biti prisotne od 7. maja do tehnološke zrelosti, še podrobneje bodo te zadeve definirane zopet v uredbi. Pomembna informacija je pa tudi, da se intervencija ne bo smela izvajati na območjih, ki so šotišča za namen izvajanja GAEK 2. To, kar je Marjan vam že prej v okviru pogojenosti predstavil, in ta sloj in izvajanje tega GAEK 2 je nekako za šotišča predvideno od leta 2024 dalje. Zdaj na slajdu imate tudi predviden znesek podpore na enoto, kjer pa pričakujemo, da se bo pa med posameznimi leti verjetno zmanjševal, ker se bo pač povečevala površina pod beljakovinskimi rastlinami. Tle še slajd z podporami na enoto. Zdaj bi pa kar nadaljevala še shemo za podnebje in okolje. Zdaj, shema za podnebje in okolje je seveda del neposrednih plačil. Tukaj je zdaj vidna ta večja okoljska ambicioznost pri neposrednih plačilih. Veste dobro, da že zdaj v tem obdobju je bila del neposrednih plačil tako imenovana zelena komponenta, kjer je bil nekako dosežen kompromis med parlamentom in komisijo za to trenutno obdobje glede okoljske ambicioznosti pri neposrednih plačilih. Sami veste, da so bili upravičeni do plačila iz zelene komponente vsi nosilci, določeni so mogli pa izvajati te kmetijske prakse, medtem ko shema za podnebje in okolje je pa drugačna. Tukaj pa bo mogel nosilec izvajati vsak in s tem prevzemati določene stroške zaradi izvajanja zahtev posamezne sheme in imel bo tudi izpad dohodka zaradi izvajanja zahtev in bo zato deležen pač določenih podpor na enoto. Pomembno je, da se zavedamo, da je shema prostovoljna, se pravi, ni obvezna, ampak prostovoljna in pa enoletna. To je razlika od seveda še bolj nadstandardiziranega KOPOP-a, kjer so obveznosti 5-letne. To pomeni, da se bo upravičenec vsako leto lahko odločil, ali bo šel v posamezno shemo. Vsako leto se bo lahko odločil tudi, v katero shemo bo šel. Lahko gre samo v eno, lahko gre v več shem. Skupne zahteve za vse sheme, imamo jih 11, so te, ki izhajajo že iz neposrednih plačil, se pravi, da ima kmetijsko gospodarstvo najmanj 1 hektar kmetijskih površin, je upravičen do dohodkovne podpore za trajnostnost in da je aktiven kmet. Seveda vse sheme morajo biti več od običajne kmetijske prakse in več od pogojenosti. In nekako najlepše se vidi iz tega piramidnega prikaza na slajdu, kako so te sheme neka vmesna stopnička med pogojenostjo, ki res velja za čisto vsa kmetijska gospodarstva in jo so dolžna izpolnjevati, in potem nad tistim koščkom,
kjer so res tiste ciljne nadstandardizirane sheme. SOPO je nekje vmes in res pričakujemo tudi osnovali smo jih tako, da bi vključili čim več kmetijskih gospodarstv v samo izvajanje, kar je pomembno pa tudi iz tega vidika, kar je prej Polona poudarila, zaradi same izkoriščenosti vseh sredstev. Zdaj na letni ravni se bo iz ovojnice, nacionalne ovojnice za neposredna plačila za SOPO sheme skupaj govorim namenilo 15,48%. Zdaj SOPO shem je 11, tle jih imate razdeljene tako po rabi kmetijske površine. Zdaj pa, če še gremo majčkeno podrobneje pogledati posamezno shemo. Prve dve sheme, ki jih bom predstavljala, so namenjene rabi travinja. Gre za ekstenzivno travinje in pa tradicionalno rabo travinja. Zdaj ti dve shemi sta bili osnovani na način, da smo ekstenzivno travinje, to shemo namenili kmetijskim gospodarstvom, ki so v bolj ekstenzivni obdelavi površin, kar določamo predvsem z to zahtevo, da povprečna letna obtežba živine mora biti med 0,2 do 0,9 kVž na hektar kmetijskih zemljišč. Pomembno pri tej shemi je, da se mora kmetijsko gospodarstvo vanjo vključiti z vsem travinjem. Se pravi, vse travniške površine na kmetijskem gospodarstvu morajo potem, mora kmet upoštevati zahteve, ki so tle navedene, to je pa zlasti, da uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena, da mulčenje ni dovoljeno, obveznost je spravilo travinja, in potem še druge zahteve in pa upravičenec bo mogel voditi evidence o delovnih opravilih za to shemo. Tradicionalna raba travinja pa je bila nasprotno pa namenjena intenzivnejšim kmetijam, da nek del svojega travinja ekstenzivirajo ali pa ga ohranijo v ekstenzivni rabi. Zdaj zahteve so tle zapisane, pomembno tukaj bo, da bo lahko kmet na tem travinju izvajal maksimalno dvakratno rabo travinja oziroma na določenih območjih trikratno rabo travinja. Tukaj se bo nastavil sloj, ki bo dostopen, da se bo točno vedelo, na katerem gerku bo lahko imel trikratno rabo travinja, na katerem gerku bo zavezan k maksimalno dvakratni rabi travinja. Pri tem se že kot ena raba šteje tudi jesenska paša. Pri tej shemi na gerku, ki bo vključena, tukaj govorimo res samo o posameznih gerkih, ki bodo vključeni v to shemo na kmetijskem gospodarstvu, bo prepovedana uporaba mineralnega dušika in pa fitofarmacevtskih sredstev in pa nadaljnje je dovoljena tudi uporaba največ 40 kg dušika na hektar iz organskih gnojil. Obtežba na KMG zaradi samega ločevanja teh dveh shem, ko sem na začetku povedala, mora biti več kot 0,9 kVž na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi in pa kmet se ne more vpisati v shemo z več kot 20% trajnega travinja na kmetijskem gospodarstvu. Zdaj mogoče lahko povem, da smo na samih teh bilateralnih sestankih s komisijo mogli res veliko truda vložiti, da smo to shemo nekako branili, zato so tudi zahteve še majčkeno bolj zaostrene, kot smo tudi že sicer večkrat nakazovali v predstavitvah, in pa vključiti smo mogli tudi varnostne klavzule v strateški načrt, v primeru, da bi še trikratna raba pač nekako bilo ugotovljeno, da škodi biodiverziteti, da bo treba pač potem upravljati revidiranje samih zahtev. Potem bi nadaljevala z dvema shemama, ki sta nekako ena vezana na gnojenje z organskimi gnojili, druga pa vezana na dodatke za zmanjšanje emisij amonijaka in toplogrednih plinov. Zdaj, gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak, to poznate danes v tem obdobju pod imenom NIZI,
ki se izvaja v KOPOP-u, se pravi, gre za selitev nizje iz KOPOP-a v shemo za podnebje in okolje, vendar pa je nekaj razlik, in sicer bistvena je ta, da v shemi za podnebje in okolje ne bomo imeli teh zgornjih mej, kot jih zdaj pozna KOPOP, glede količine uporabljenih teh organskih gnojil, se pravi teh 25 kubičnih metrov in 30 kubičnih metrov smo črtali zahtev, in tukaj res gre za spoštovanje čist nitratne direktive, a ne, se pravi, kmet lahko toliko organskih gnojil, kot je dovoljeno po nitratni direktivi, uporabi na svojih zemljiščih. Namenjena je še vedno in njivam in travnikom in hmeljiščem. Na najožjih vodovarstvenih območjih državni nivo se ne bo smela izvajati. Omejili bomo edino spodnjo mejo kubičnih metrov organskih gnojil na hektar, to bo na uredbeni ravni in bo znašala 15 kubičnih metrov organskih gnojil na hektar, ki bo vključeno v nizje, to je tista spodnja meja. Drugače pa se bo ta razpoložljiva živinska gnojila računala glede na prisotnost količine dušika v živinskih gnojilih, ne bojo se več računala na podlagi skladiščnih kapacitet, kot so se zdaj v KOPOP-u, in vse bo zopet podrobneje opredeljeno v uredbi v shemah neposrednih plačil. Potem bi nadaljevala še z eno shemo, ki je pa vezana na izključno mineralna gnojila in pa krmne dodatke. Ta shema je pomembno, da vemo, da se bo začela izvajati šele z letom 2024, se pravi, v letu 2023 je še ne bomo izvajali. Razlog je ta, da se nekako ta shema deli na dve kmetijske prakse, kot sem že omenila, ena kmetijska praksa je vezana na krmne dodatke za zmanjšanje emisij metana pri reji živali, in te krmni dodatki morajo biti vpisani v EU register krmnih dodatkov in biti uvrščeni v kategorijo zootehniških dodatkov. Druga kmetijska praksa pa je vezana izključno na mineralna gnojila, ki vsebujejo inhibitorje nitrifikacije in denitrifikacije in ureaze in morajo imeti status sredstev za gnojenje EU in biti označeni z oznako CE. In tukaj je ta ključni razlog, da še zdaj ne bomo sheme izvajali v letu 2023, ker se morajo vsi ti dodatki in ta mineralna gnojila z ustreznim statusom pojaviti tudi na slovenskem trgu. Mogoče bi tle še poudarila, da se tudi ta shema ne bo izvajala na tem najožjih vodovarstvenih območjih, drugače pa se bo tudi izvajala na ornih zemljiščih, trajnem travinju in na hmeljišču. Potrebne bojo evidence, kmet bo mogel voditi evidence pri tej shemi, in pa mogoče še to, ker veliko, tako kot smo zdaj imeli z deležniki usklajevanja, res shema je namenjena samo mineralnim gnojilim, ne govorimo več o živinskih gnojilih pri tej shemi. To se mi mogoče zdi pomembno poudariti za razumevanje, da je ta del inhibitor identifikacije vezan le na mineralna gnojila in pa krmne dodatke. Potem bi nadaljevala še s 3 shemami, ki so vezane na orna zemljišča. Govorim o shemi naknadni posevki, o shemi ozelenitev površin ornih zemljišč preko zime in pa o shemi konzervirajoča obdelava. Zdaj, pri naknadnih posevkih in pa potem tudi pri shemi ozelenitev preko zime je pomembno, da se upošteva mešanica, se pravi, da ta zeleni pokrov, da je sestavljen iz mešanice vsaj 2 kmetijskih rastlin. Zdaj pri naknadnih posevkih govorimo tukaj lahko o mešanici 2 neprezimnih ali pa prezimnih kmetijskih rastlin, in pa dovoljen je tudi neprezimen medovit posevek, ki je lahko pač sestavljen samo iz ene kmetijske rastline, medovite rastline. Zdaj, glede na to, za kateri posevek se kmet odloči, ali neprezimen ali prezimen, so potem tudi navedeni datumi v naslednji alineji, do kdaj mora biti ta zeleni pokrov prisoten. Zdaj, če govorimo o tednih, govorimo o prisotnosti vsaj 8 tednov, tukaj nismo mogli uskladiti s komisijo drugače.
kot v tej 8-tedenski prisotnosti. Tukaj je bil res minimum za komisijo, ki nam je nekako skozi tudi naknadne in pa ozelenitev smo mogli dokazovati kot nadstandard odpogojenosti. In tukaj so te pomembne razlike. Prisotnost zelenega pokrova, mešanica vsaj 2 kmetijskih rastlin, in potem, ko je zeleni pokrov, prisotnost bila že zagotovljena, se lahko te naknadni posevke kmet uporabi za proizvodnjo, ne sme jih pa povleči potem v glavno kmetijsko rastlino v prihodnjem letu. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na tej shemi tudi ni dovoljena in upravičenec mora voditi evidence o delovnih pravilih, tako kot pri vseh shemah, razen pri 2, kjer bom posebej poudarila. Zdaj, če še pogledamo ozelenitev ornih površin preko zime, se pravi, tle pa se zeleni pokrov predvideva od 15. novembra do najmanj 15. februarja naslednjega leta. Zopet, kot sem že poudarila, mora biti mešanica vsaj 2 prezimnih kmetijskih rastlin. Obdelava je pol dovoljena, ko se zagotovi prisotnost tega zelenega pokrova, se pravi po 15. februarju. Na te površini, ki bo vključena v to SOPO-shemo, se pravi za to obdobje SOPO-sheme, ni dovoljena uporaba herbicidov. Se pravi, potem po 15. februarju seveda jih lahko kmet tudi uporabi za proizvodne namene. Pa tako, kot sem poudarila že pri naknadnih posevkih, ne sme ta mešanica potegniti potem v glavno KMRS v leto 2023, oziroma v leto N+1 je bolj prav, da tako rečemo. Naknadni posevki in ozelenitev ornih površin prek zime se lahko izvaja na območju celotne Republike Slovenije, razen na najožjih vodovarstvenih območjih, se pravi na teh območjih VVVO1. Potem še konzervirajoča obdelava tal je še ena shema, ki je namenjena ornim zemljiščem. Tudi ta shema se zdaj izvaja v okviru KOPOP-a in se prenaša v SOPO. Se pravi, zahteve so podobne, minimalna obdelava tal z vlečnimi pasivnimi stroji oziroma gnanimi oziroma drugo mehanizacijo za konzervirajočo obdelavo tal, pri čemer oranje seveda ni dovoljeno. Je pa mogoče ta razlika, da konzervirajoča obdelava tal se lahko v SOPO-shemi izvaja le za obdobje glavne kmetijske rastline in pa uporaba herbicidov je dovoljena le enkrat v tem obdobju. Zdaj bi pa nadaljevala, še 4 sheme imamo za pogledati, in sicer naslednji 2 shemi sta pa zelo ciljno usmerjeni shemi, namenjeni ohranjanju 2 vrst ptic, katerih populacija je v upadanju. Gre za poljskega škarjanca in pa za pribo. Zdaj, takih shem ste ponavadi, ko so zelo ciljne oziroma priba je res čist rezultatska, ste jih vajeni, da jih imamo v KOPOP-u, ampak tukaj so vključene v SOPO-sheme, zato zaradi narave teh ptic, ki se sicer zadržujejo le na določenih območjih, zato je za obe shemi predviden tudi sloj, na katerih območjih se pojavljajo, vendar pa ptice kolobarijo na teh ornih zemljiščih. Zato so sheme oziroma intervencije vključene v SOPO-sheme, ki so enoletne. Zdaj, prva shema je zaplate neposejanih tal za poljskega škarjanca. Ta shema se izvaja samo na ornih zemljiščih, in sicer le na tistih ornih zemljiščih, ki so sejeni s strnimi žiti, oljno ogrščico, detelji, inkarnatko ali deteljno travno mešanico. In na teh površinah kmet najbolj optimalno je, da v času setve zagotovi zaplate neposejanih tal. Ker seveda za izvajanje za leto 2023 morajo biti kmetje seznanjeni že ob času te jesenske setve. V letu 2022 smo na Ministrstvu za kmetijstvo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto izvedli obveščanje kmetov v tej shemi, in sicer so dopise v tej shemi prejelo okoli 4500 kmetijskih gospodarstev, zdaj konec meseca septembra, ki se seveda z
z ornimi zemljišči nahajajo na območjih pojavljanja poljskega škarjanca, da bojo lahko še pravočasno ob setvi nekako planirali te zaplate, vendar pa se zaplate, poleg tega, da se lahko optimalno planirajo ob setvi, kljub temu lahko naredijo tudi ročno oziroma z mulčenjem, tudi pol, ko je že setev izvršena. Morajo biti pa v tem primeru vzpostavljene v mesecu, vsaj do meseca marca, se pravi prihodnjega leta, ker se potem ta ptica že pojavlja na ornih zemljiščih. Zdaj, razlog teh zaplat je seveda predvsem to, da se omogoči tem poljskemu škarjancu neko prehranitveno območje, ne? In poljski škarjanec se nahaja na ornih zemljiščih, enako priba, in njihove gnezditve seveda potekajo glih v tistem času, kjer so pač, se pravi, kmetijska opravila pač zelo intenzivirana in z nekimi določenimi zahtevami, dokaj enostavnimi, pač lahko omogočimo pač, da se poveča postopoma tudi populacija teh dveh ptic. Se pravi, pri poljskem škarjancu gre samo za zaplato neposejanih tal, v uredbeni ravni pa že tle na slajdu vidite tudi zahteve po velikosti. Pomembno je, da je ena zaplata na pol hektarja, potem pa, se pravi, če bo kmet šel v shemo z 1 hektarjem, bo mogel zagotoviti 2 zaplate, velikost mora biti vsaj 25 kvadratnih metrov in ne sme biti večja od 100 kvadratnih metrov. To je pomembno tudi zaradi ostalih intervencij in tudi zaradi same sheme. Optimalna je tam v velikosti 40 kvadratnih metrov, shema se pa izvaja samo na območjih, kot jih vidite tule naštete, in pa dostopen je že tudi informativni sloj za to shemo na GERB pregledovalniku. Potem druga shema je še pa varstvo gnezd pribe, ta je pa čisto rezultatska. V to shemo bojo vključeni, se pravi, kmetje, ki imajo orna zemljišča na Dravsko-Ptujskem, Središkem polju in pa Ljubljanskem barju. Tukaj se bojo intenzivno iskala gnezda na teh ornih zemljiščih in če bo gnezdo najdeno, bo kmet obveščen o tem in če bo vključen v shemo, se bo to gnezdo zavarovalo, tako čisto enostavno z palcami, in se bo potem na tistem območju kmet izogibal pač opravilim, kmetijskim opravilim, da bo s tem pač zaščitil samo gnezdo. To sta ti dve shemi, ki sta ciljni, potem pa še nadaljujem z zadnjim dvema shemama, ki sta pa namenjeni trajnim nasadom. Shema uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih, že v bistvu sam ime sheme pove, kaj je cilj te sheme, se pravi, da so uporaba mineralnega dušika je pač tukaj prepovedana, ampak se za gnojenje z dušikom lahko uporabijo samo organska gnojila, se bo pa za shemo kot izpolnjevanje zahtev štela tudi popolna opustitev gnojenja. In še zadnja shema, gre za shemo ohranjanja biodiverzitete v trajnih nasadih. Ta shema pa ima v bistvu nekako ponuja 3 zahteve in kmet mora obvezno izvajati 2 od naštetih 3, se pa lahko sam odloči, katere 2 bo izbral. Gre pa za zahtevo, da se zagotovi življenjski prostor za koristne organizme ali zahtevo za izvajanje košnje ali mulčenje zelenega medvrstnega pasa, vsako drugo medvrstnem prostoru. In pa še tretja zahteva je pa vzpostavitev cvetočega pasa ali pa privabilnih posevkov na robu trajnega nasada, in ta cvetoči pas mora predstavljati vsaj 5% površine tega gerka, kjer se bo na trajnega nasada, kjer se bo vzpostavil. Se pravi, 2 od teh 3 zahtev mora kmet izpolnjevati in vsak kmet se odloči sam, katere 2 bo izpolnil za izpolnjevanje te sheme. No, tle čisto na zadnjem slajdu pa je še, so predstavljene še podpore na enoto za posamezno shemo,
tako kot sem omenila, a ne, so podpore na enoto izhajajo iz modelnih kalkulacij, se pravi, gre za oceno stroškov in izgubo dohodka, ki jo bo imel kmet z prevzemom posameznih zahtev te sheme. Zdaj v tej vijolični, v vijoličnem stolpiču so skrajno desno so predvidene najvišje vrednosti po kalkulacijah, medtem ko plačilo pa je potem majčkeno prilagojeno, to je pa ta prvi stolpič z vrednostmi, in sicer bo za sheme te biodiverzitetne poljski škrjanc Priba in pa za ekstenzivno travinje 100% podpora izračunana na podlagi kalkulacij, medtem ko bojo ostale sheme 80% podporo, nizi pa z 60% podporo, s tem, da to pomeni enako vrednost pri niziju, kot jo poznamo zdaj v okviru KOPOP-a. Najlepša hvala za pozornost, bom predala besedo naprej kolegici. Hvala.